Tri podjetja, tri branže. Veleprodaja stavbnega okovja, razvoj in izdelava oken. Tiskanje, med drugim tudi napisov za drese nogometnih superzvezdnikov. Visoko inovativni merilni inštrumenti. Trojica na prvi pogled povsem različnih podjetij ima skupni imenovalec. Solastniki vseh so tudi delavci, zaposleni. Če ti podeliš zaposlenemu del lastništva, to mora postati del filozofije podjetja. Vse nam je jasno. Večina denarja oziroma dobička mora iti nazaj v razvoj in to je ključno. Da se firma tukaj razvija, da delovna mesta ostanejo, pa po drugi strani tudi en del tega, da lahko sami odločamo o svoji usodi. M-Sora iz Žirav, vse skupaj se je začelo že kmalu po drugi svetovni vojni, ko so ustanovili zadrugo, jo združili z lesarsko dejavnostjo, razširili delovanje, odkup lesa, mleka, živine, trgovinska dejavnost. Po osamosvojitvi, pripoveduje dolgoletni predsednik zadruge Anton Kokelj, so med zadružnike začeli sprejemati tudi zaposlene, ne le kmetov. Mislim, da je bolj eni redkih v Sloveniji, če ne sploh eni, samo mi taki. Takrat so bili določeni temeljni postavljeni naprej, da so vse enote ostale skupaj pod zadrugo. Pač bilo je več idej, da bi naredili več zadrug, ampak mislim, da če bi tudi takrat naredili, ne bi noben danes preživel, ker bi bolj vsi premehni. Ostali smo skupaj in smo se skupaj začeli razvijati. Pred 2 desetletjema so se, pojasnjuje direktor Aleš Ugovšek, preoblikovali v delniško družbo z notranjim lastništvom. Največja lastnica od leta 2006 je še vedno kmetijsko-gozdarska zadruga M-Sora, preostalih 80% lastništva pa je v rokah zaposlenih, bivših zaposlenih, naših kmetov, mi vsem tem rečemo zadružniki. Namreč eden izmed najpomembnejših pogojev, da lahko vstopiš v lastništvo M-Sore, je prav to, da postaneš zadružnik. In zadružnik postaneš bodisi kot zaposlen, ki je v M-Sori zaposlen najmanj 2 leti, ali kot kmet, ki za zadrugo sodeluje najmanj 2 leti zapored na področju odkupa hlodovine, mesa ali mleka. Imajo skoraj 300 zaposlenih v 5 državah, od tega v Sloveniji več kot 200. 141 zadružnikov je tudi lastnikov podjetja. Niso vsi zadružniki lastniki in tudi niso vsi zaposleni zadružniki. To je prostovoljna odločitev vsakega posameznika, ki se odloči po svoje. Le streljajo, da M-Sore je etiketa. Napisi na dresih številnih velikih nogometnih zvezdnikov, klubov, reprezentanc so plod njihovega znanja. Sodelujejo z avtomobilsko, prehrambeno, farmacevtsko industrijo. Že od nekdaj je v podjetju, sicer ustanovljenem leta 1960, takrat pod imenom Trakotkalnica, čutiti močno pripadnost zaposlenih, pripoveduje generalni direktor Primož Kokalj. Praktično so firmo naredili z nič, brez znanja, s trdim delom, z odrekanjem in s tem zavedanjem, da s tem svojim delom se stvari nazaj povrnejo. Po privatizaciji je bila zaradi vloženih certifikatov približno polovica podjetja v lasti zaposlenih, druga polovica v rokah državnih in paradržavnih skladov. Na začetku tisočletja, ko jim je grozil sovražni tuji prevzem, pa so zaposleni znova strnili vrste. Odkupili še ostale deleže, ki so bili državni oziroma paradržavni in s tem prišli do približno 90% lastništva. Tako da, ja, takrat so dali svoj denar od svojih plač, odplačali te deleže in od takrat pač smo firma v lasti zaposlenih. V podjetju je že 3 desetletja zaposlen Simon Modrijan, ker je tudi solastnik, na podjetje z dobrimi 200 zaposlenimi pripoveduje, gleda drugače. Na cel proces, na delo, na ustajanje, na nadure, drugače gledaš na kvaliteto, da v bistvu vire, ki jih uporabljaš, da jih uporabljaš tukaj, da bi doma delal, recimo. Barva, naprimer, če jo postrgaš do kraja, tukaj, da bi doma štrihal nekaj v domačem okolju. Trboveljski Devesoft že dobri 2 desetletji in pol spreminja svet merilne tehnologije. NASA, avtomobilski velikani, tehnološki giganti. Podjetje ima eno najvišjih dodanih vrednosti na zaposlenega v Sloveniji.
Leta 2000 ustanovljeno podjetje je raslo hitro, naročila so bila iz leta v leto večja. Zato, pripoveduje namestnica predsednika za strateške projekte Sonja Šmuc, je vodstvo podjetja z Juretom Knezom na čelu že pred več kot desetletjem razmišljalo, kako zmanjšati razlike med pogledi in pričakovanji lastnikov ter zaposlenih. In to je bil eden od delov v mozaiku različnih idej, da če pa bi v bistvu vsi razmišljali lahko kot lastnika, in potem lahko mnogo bolj strnemo svoje moči, svoje napore, jih tudi takrat pokažemo, ko jih je potrebno in se delimo dobro in slabo iz uspeha podjetja, da bi to verjetno imelo en motivacijski učinek na nas vse. In dejstvo je, da ga ima. Zaposlenim so omogočili, da variabilni del plače dvakrat na leto vložijo v lastništvo podjetja. Danes je od 219 zaposlenih v Sloveniji že več kot polovica tudi solastnikov Devesofta. Je pa pogoj pri nas, da moraš biti vsaj 1 leto zaposlen, zato da lahko vstopiš v solastništvo. Med solastniki je tudi Domen Dolanc, vodja ekipe Devesoft X ter višji razvojni inženir za programsko opremo. Ker verjamem v podjetje, verjamem, da bo še naprej raslo, kakor bi moglo rasti, pa tudi sam mi nekako daje motivacijo za naprej, za delo, pa nekako interno me žene naprej, da bi še vedno za podjetje delal, pa tudi v bistvu se zbujam, pa mislim, da delam za svoje podjetje v bistvu na nek način. Pa tudi neko pripadnost čutimo, pa večjo pripadnost podjetja mogoče. Svoj delež v podjetju, ko ima to možnost, ves čas povečuje. Vedno, ko je nakupno okno, nekako še vedno kupujem, pa verjamem v podjetje, da bo še naprej tako raslo, kakor bo. Solastniki so nenazadnje vpeti tudi v samo filozofijo podjetja. Ena od naših posebnosti, naprimer poslovanja, so tudi odprte knjige. Zaposleni lahko zelo veliko vemo o tem, kakšno je finančno stanje v podjetju. Vsak teden imamo priložnost, če že ne potrkamo na vrata koga od vodstva, imamo prav sestanek, na katerem lahko vprašaš karkoli. Tako da v bistvu stvari bolj kot ne vemo vnaprej. Seveda je pa Juretovo mnenje tukaj zelo pomembno. Da bi bilo podjetij, kjer so zaposleni tudi lastniki več, od januarja velja zakon o lastniški zadrugi delavcev. Ta temelji na tako imenovanem ESOP modelu, ki je zelo razširjen zlasti v ZDA in Veliki Britaniji. Zakon določa, da lahko zaposleni lastniki podjetja postanejo prek posebne lastniške zadruge. Vanjo se lahko vključi vsak, ki je vsaj leto dni zaposlen v podjetju, a mora pri tem sodelovati vsaj 75% delavcev. Obvezni delež članstva ne sme presegati 300 evrov. Vsak član ima le en glas, kar preprečuje koncentriranje lastništva. Za odkup, pojasnjuje Tej Gonza z Inštituta za ekonomsko demokracijo, pa jim lastnik, banka ali nekdo tretji zagotovi posojilo, ki ga potem odplačujejo s pričakovanimi dobički podjetja. Tako da v bistvu zaposleni ne rabijo za lastništvo plačati nič iz svojega žepa, oziroma izredno malo omejitev, da se pridružiš k tej zadrugi, je 300 evrov. Plačajo pa z neko zavezo, da bojo kot kolektiv še naprej še bolj produktivni, pripadni podjetju in da bojo ustvarjali neke poslovne rezultate, s katerih se bo potem to financiralo. Takšna shema, podprta tudi z davčnimi olajšavami, tako za lastnike kot delavce, je lahko primerna predvsem za majhna in srednje velika, zlasti družinska podjetja, kjer bi se lastniki umaknili, pa nimajo naslednikov. In teh je, pojasnjuje Gonza, v Sloveniji veliko. Med 34 in 50% lastnikov se umika v naslednjih 10 letih. In to je ogromna količina podjetij. Več tisoč podjetij, ki zagotavljajo več 100 tisoč delovnih mest. In med njimi je samo 25% takih, ki vejo, kaj narediti z lastništvom. Tako da velika večina lastnikov ne ve, kako se umakati. In se mi zdi, da je to zelo pomembno razvojno vprašanje, ki ga moramo nasloviti. Izkušnje zlasti iz tujine kažejo, da imajo podjetja v solastništvu delavcev tudi do 12% višjo produktivnost, prispevajo k večji gospodarski rasti, dosegajo boljše poslovne rezultate, višji dobiček, imajo tudi za več kot 50% višje naložbe v raziskave in razvoj in ustvarjajo več novih delovnih mest. Je tako tudi v Sloveniji? V preteklem letu smo odprli novo stavbo v Tirani, kjer smo sicer prisotni od leta 2011. Sedaj začnemo graditi novo stavbo, poslovno-skladiščni prostor v Zagrebu, 4-milijonska naložba. Lansko leto smo povečali proizvodnjo za izdelavo nove linije oken. Se pravi, ta nekak rast in razvoj je stalno pri nas v pogonu. Želimo, da podjetje da je uspešno in hkrati v to investiramo tudi več sebe. In hkrati je težje v bistvu tudi, zato ker si deliš podoben pogled z ostalimi kolegi, sodelavci in sodelavkami, da želimo in da nekako bolj čutiš to kot neko pripadnost, neko skupnost, ne nujno samo
služba. Nogomet je zelo specifičen posel, tako da je preživeti treba in visoke in nizke sezone. In ravno s tem, ko se ljudje zavedajo, da je kdaj treba stisniti zobe, pa da se nam lahko, da se jim nazaj poplača in predvsem, da takrat, kadar je dobro, da se poplača njim, da to ne gre nekim odtujenim zunanjim lastnikom, prevaga tudi tisto mogoče neko slabše obdobje. So pa tudi primeri, ko se solastništvo zaposlenih ni išlo, denimo pri enem danes najuspešnejših slovenskih podjetnikov, Igorju Akrapoviču. On je imel strukturo solastništva zaposlenih urejeno na način, da so zaposleni bili individualni delničarji oziroma družbeniki podjetja in ko so videli, da prihaja kriza, so se obnašali kot se vsak delničar, ki maksimizira vrednost delnice obnaša in so hoteli prodati delnice oziroma deleže nazaj firmi. In ker je bila ureditev taka, da je podjetje moglo to odkupiti, je mogel gospod Akrapovič pač priti do denarja, da to odkupi. Znotraj ESOP modela to ni mogoče. Ti ne moreš prosto razpolagati s svojimi deleži, to je veliko bolj sistemsko urejeno. Kaj pa Merkur, Primorje, Istrabenz, Pivovarna Laško, primeri menedžerskih tajkunskih prevzemov, izčrpavanja podjetij? Sam osebno nisem načrtno želel škodo delati. Pod Črningo je kakšen komentar na sojenje? Lahko pustite primeru. Sem prepričan v to, da bo sodba padla. Če slučajno obstaja dvom, da nisi nedolžen, potem si kriv. Je odkup prek finančnega vzvoda, na katerem temelji model ESOP, potencialna nevarnost, da se kaj takega ponovi? V tem zakonu so varovalke postavljene s tem namenom, da v bistvu do menedžerskih prevzemov ne more priti. In da so tudi poseben ta davčni status, ki ga pridobi to vozilo, ta lastniška zadruga delavcev, je pogojen s tem, da je vsaj 75% zaposlenih vključenih v to shemo, s tem, da se nobenemu zaposlenemu ne more onemogočiti vstop v shemo, če je več kot eno leto s podjetjem. Številne varovalke imajo tudi v DVSoftu, ko se zaposleni upokojijo ali menjajo službo, morajo svoj delež prodati nazaj podjetju. S tem v bistvu ohranjamo to, da so v solastništvu podjetja vedno aktivno zaposleni. Tisti, ki imamo v bistvu željo, da se podjetje razvija in da mi v njemu lahko prosperiramo in da nam ni samo vidik, koliko je bilo dobička izplačeno za dividende. V M-Sori imajo lahko mali lastniki največ 5% lastniški delež. S tem smo nekako zamejili, da bi se lastništvo našega podjetja centraliziralo pri eni ali pri večjih osebah. S tem tudi skrbimo, da ne pride do kakšnega prevzema. Predvsem pa še to enkrat omenim, nihče od zunaj ne more kupiti M-Sore. Torej tudi zunanjega lastniškega prevzema ne more biti. S povsem drugo težavo pa se spopadajo v etiketi. Večinski lastniki so namreč danes nekdanji zaposleni, upokojenci. Tako da imamo izziv nekega ohranjanja notranjega lastništva in tu si želimo še večje podpore države, iščemo neke rešitve in upajmo, da nam uspe. Pri delavskem solastništvu podjetij torej ne gre za vračanje v čase samoupravljanja. V sistem, ko so tovarne že bile v lasti zaposlenih, pa se to ni najbolje izšlo. Vsa podjetja, DVSoft, M-Sora in Etiketa so uspešna. Njihovi prihodki vztrajno rastejo. Trbovlje z DVSoftom in Katapultom veljajo za slovensko Silicijevo dolino. Podjetja, ki so slovenska, so torej imajo srce tu, in bojo veliko težje ali odšla ali se v kakršnikoli krizi odločala samo z finančnega vidika, ampak se razmišljaš tudi o tem, kako si vpet v nek prostor. Občina Žiri, kjer sta M-Sora in Etiketa, je 6. gospodarsko najbolj razvita občina v Sloveniji. Mislim, da je zadeva povezana bolj, kot se mi predstavljamo. Prvič ker je služba v bližini, nekako drugače gledamo na vse skupaj. Konec koncev, podjetje na koncu preživi na trgu. In ravno to je v bistvu formula uspeha Etikete, ker se naši zaposleni zavedajo, kako težko je preživeti na trgu in ni odvisno od nekega upravljanja, ampak od tega, kako bomo izzive na trgu skupaj reševali. Ne gre torej le za razvoj podjetij, pač pa tudi za prihodnost lokalne skupnosti. V okolici M-Sore je večinoma zemlja naših kmetov, ki gradi to našo skupnost in tudi solastništvo našega podjetja. In to je lokalna skupnost, pri kateri pa moramo zelo tesno sodelovati tudi z občino, z drugimi podjetji, da tudi mi kot nekako ena izmed največjih podjetij v Žireh
prav skrbimo za to skupnost tu. Vsi sodelujemo, krog se vrti, greš v trgovino, po živila, greš na gradben center, po gradben material, po repromaterial za kmetijstvo, na drugi strani oddaš v zadrugo in se krog vrti. Dej, če gledamo pa za same kmete, recimo, ne, je pa v bistvu tu neka socialna varnost, neka stabilnost. Še vedno pa so za uspehe podjetij ključni vizija, program, razvoj, ne nazadnje tudi družbena odgovornost, ne glede na to, kdo je lastnik.